se je dogajalo v Beogradu, z nami je zelo uspešen vikend. Ne samo Tina Šutej, tudi drugi atleti so tekmovali dobro. Imamo državni rekord ženske štafete 4x400 metrov, 10. mesto in naslednji rekord tudi Neja Filipič v troskoku. Filip Jakob Demšar je tudi dobro tekel čez ovire in lahko rečemo, da je za nami zelo uspešen nastop slovenske reprezentance. Jaz ne bi veliko govorila, ker je tukaj veliko takšnih, ki bi lahko več povedali, predvsem predsednik Atletske zveze Slovenije, Roman Dobnikar, bo rekel par besed. Ja, hvala lepa, Marija. Dragi novinarji, novinarke, spoštovani gosti, predvsem pa draga Tina, trener in pa vodja stroke, ter seveda vsi, ki sodelujemo v tej, bom zdaj že kar uporabil besedo slovenski pravljici v slovenski atletiki. Za nami je ne le vrhunski vikend, ampak lahko rečem en čudovit dosežek z res izjemnim rezultatom, katerega smo si lahko samo želeli. Ne bom pa skrival, da smo ga tudi pričakovali. Seveda smo ga pričakovali, zato ker na tem delamo že zelo dolgo. V bistvu se nam dogajajo te atletske, lahko rečem, sanje ali pa se nam uresničujejo te dnevi. Sigurno zato, ker so poti do sem bile začrtane pravilno, z pravo strategijo in pa z dolgotrajnim delom. Imamo veliko mladih atletov in atletin, ki lahko nadomestijo en drugega. To pomeni, da delamo na bazi, da delamo na širini, ne samo na špici, čeprav danes z mano seveda sedi pravzaprav sama špica slovenske atletike. Ampak kot rad poudarim, je zelo pomembno, da imamo v tem našem trikotniku zelo dobro zapolnjeno tudi spodnje in pa srednje ravni, od otroške, mladinske pa vse do vrhunske atletike in pa tudi druge stebre slovenske atletike, kot so gorski teki, traili in pa ostali maratoni. Tako da to, kar se je zgodilo zdaj v Beogradu na svetovnem prvenstvu, je res nekaj fantastičnega, zato ker smo pravzaprav prvič šli tja za enim velikim pritiskom. To pomeni pritiskom javnosti, pritiskom ne nazadnje sami sebi smo ga delali in pa tudi pritiska te favoritinje, ki ga je Tina čutila. To ni mačji kašelj, to veste vsi, kdo se športom ukvarja, in je zato ta bronasta kolajna na svetovnem prvenstvu nesporno vredna zlata. Organizacija je bila perfektna. Jaz bi tukaj se zahvalil poleg Tini, pa seveda še potem nekaj več o tem, še tudi trenerju. Milan Kranjc je dokazal in dokazuje, da trenerji v slovenski atletiki so res vztrajni, predani in delajo za neke ideale, ki jih skoraj da ne moremo plačati. Seveda je potrebno, tudi na tem področju napredujemo, vedno več je nekih nagrad, vedno več imamo sponzorjev, ampak ne glede na to, se mu moram zahvaliti prav zato, ker pravzaprav dokazuje s svojim skoraj lahko rečem asketskim delom v šolstvu in pa s Tino vztraja in pa tudi z drugimi atleti vztraja, in to bo sigurno naš vodja stroke Berč lahko povedal, kako zelo rad moraš imeti atletiko, ki pa postaja v današnjem svetu sinonim za pravilno vzgojo, za pravilen pristop k športu in pa nekaj, kar pravzaprav ta svet v tem času potrebuje. To pa pomeni, da vrednote ponovno prihajajo na pravo mesto. Tako da z moje strani 10. mesto Nejke Filipič, ki je naredila, mislim, da celo najboljši rezultat v dvorani, njen osebni, kadarkoli, in pa 10. oziroma in pa njen best season rezultat je vrhunski, potem zelo dober rezultat naše štafete, 4x400, ni za zanemariti 10. na svetu, je po dolgem času zopet en pravi produkt slovenske atletike, ki zelo zanima javnost. In jaz jo zelo podpiram, tako moško kot žensko štafeto, in tudi rezultat je bil kljub vsemu slovenski rekord. Filip Jakob Demšar je nekoliko mlajši,
je izkoristil priliko in šel tja nabirati izkušnje. Rezultat ni bil slab, si je pa tudi sam želel mogoče kakšno stotinko bolje, ampak nič glede na to. Fant je zelo ambiciozen in pa mislim, da ima glavo na pravem mestu. Tako da pri Tini pa, ne da ne bom zgubljal besed, ampak jih bom uporabil zelo veliko, ne. Ona mi je res sinonim in vedno všeč bila, ker je zmerna, pozitivna, nikoli ni obupala, ne vzhičena, ne žalostna, ampak z eno pravo mero nekega pristopa do športa, ki ga tudi jaz podpiram. Mislim pa, da je globoko v sebi verjela, da bo prišlo to, kar je prišlo. To, da je pa prišlo v tem času, je pa sploh fenomenalno, ker mislim, da Tina ima pred sabo eno čudovito sezono 2022 in samo želim, da jo na polno izkoristi. Tako da z moje strani, Tina, evo, iskrene čestitke, darilo pa potem, ne? Tako, evo, tako, zdaj pa, ja. Najlepša hvala gospodu Domikarju, jaz bi pač zdaj šla pač dejansko na besede Tine Šutej, že veliko si povedala. Vedeli smo, kaj pričakuješ, napovedala si kolajno, osvojila si jo, sigurno ni bilo lahko, ampak glede na svoje izkušnje iz preteklosti, ki so ti gotovo pomagali, si pač ne glede na mal drame na višini 74 imela dovolj pač zbranosti, da dosežeš, kaj si. Ja, res je. Na svetovno prvenstvo sem šla s ciljem osvojiti medaljo. Nisem razmišljala o žlahtnosti. Vedela sem, da sem dobro pripravljena. Imela sem najboljšo sezono pač v svojem življenju. Mogoče sem čutila malo pritiska, ne toliko od javnosti, ampak bolj pač od znotraj. Ampak ja, sem se zbrala, čeprav nisem imela najboljši dan. So bile malo težave, ampak sem se potem na tistih 74 zbrala, si rekla, da sem prišla po medaljo, nočem iti domov brez nje. Vedela sem, kaj se bo zgodilo, če je ne bom osvojila. Pač razočaranje bi bilo zelo veliko. Tako da sem vesela, da mi je po vseh teh letih, po vseh teh izkušnjah pač uspelo to narediti, premagati samo sebe, iti v tisti tretji skok, brez razmišljanja, verjeti vase in potem se je pokazalo, da je v bistvu to prava pot, ne. Sem bila uspešna. Potem pa 4,75 je delovalo tako rutinsko, gladko. Ja, potem tisti skok na 45, mislim, ni bil idealen, je bil pa kar v redu. Verjetno so potem vsi pričakovali, da se bo tako nadaljevalo, ampak enostavno nekaj je zmanjkalo. Ne vem, mogoče me je tudi tisti skok na 4,70 malo izčrpal. Jaz vem, ko sem preskočila, se v bistvu moje telo je odreagiralo, nisem imela vse kocine po koncu, ne vem, tresel me je, vroče mi je bilo naenkrat, tako mislim, da me je tam malo zmanjkalo. Vedela sem, da imam medaljo, mogoče moram zdaj še malo na temu delati, da enkrat ko osvojim medaljo, da grem do konca do zlate. Tina je malo povedala, kako je ona doživela tekmo. Jaz lahko v bistvu trdim, ker sem bila poleg trenerja, da je on precej drugač, pa gospod Kranjc. Ljudmi, ki sem se pogovarjal, ki si mogoče videli mene za trenutek na tribuni, so pisali, da sem bil zelo miren, ker drugače nisem, ker sem zelo emocionalen in posebej to tudi pri svojem delu v šoli in tudi pri treningu na štadionu. Seveda tukaj enostavno sem bil malo bolj miren. Res, da je bila v sebi, sem pa sigurno čutil zelo veliko napetost. Verjel sem, tako je bilo opaziti, da ni bil to čist njen najboljši dan, toda glede na to, kako je opravila poskusne skoke, kakšno palco je skakala, sem verjel, sem vedel, da se lahko zbere in da lahko naredi takšen skok, ki bi prinesel uspeh. Sigurno pred tistim zadnjim skokom se ti odvija v glavi milijon scenarijev, milijon, ker vse je možno, ampak jaz sem verjel, ker Tina je tudi v preteklosti, ne vem, tudi
druge rekorde je skakal v tretjih poskusih in sem vedel, da se je sposobno to zbrati in narediti ta skok, ker 170 je letos že več kot škorpa in to ni bil zdaj ni bilo potrebno narediti perfektni skok, samo bi temu rekel korektni skok. Očitno je to si zavrtela, je to naredila in to je to. Je tudi jaz in potem ne rekel naprej, Tina, zdaj pa začnemo skakati, ne? In dobro, ponovila je to na 75, potem očitno na 80 je pa bilo za tisti dan, za tisti trenutek ni bilo dovolj vsega, da bi lahko bila uspešna. Ampak, rekel, po tisti osnovni cilj, ki smo prišli v Beograd, smo res realizirali, tako kot je bilo rečeno, še nikoli do zdaj ni bila v vlogi favoritjo za kolajno. Letos je bila, to je neka novo stanje, ki ga je tudi, bom rekel, zelo uspešno zaključila. Ker tudi lani, če se spomnimo, ko smo tudi govorili o kolajni, ne? Ampak takrat smo napadali iz druge vrste, ne? Ampak se je vsem zgodba išla. Letos pa smo res izvitlo že napadali. Tako da, super. Bi lahko mogoče pokukali v poletno sezono, Oregon, München, svetovno in evropsko prvenstvo, kaj pa pričakujete? Tako je, ne. Konkurenca je velika. Konkurenca ne spi, dela, ampak mi smo dokazali, da smo zdaj na vsaki tekmi kandidati za medalje. S tem ciljem bomo delali. Jaz verjamem, da bomo oba vložila v ta cilj vso energijo, ki jo imamo, in seveda upamo, da bo to dovolj. Tina, ali bo lažje, ko je že ena kolajna letos v žepu? Ja, mislim, da če bo trening uspešen, če bom jaz nadaljevala s takimi skoki, kot sem jih prikazala v dvorani, mislim, da bo lažje. S trenerjem so se na poti sem malo pogovarjala, pa sem mu rekla, da gremo v Ameriko probati presenetiti Američanke in jih premagati na njihovi zemlji. Z nami je tudi Neja Filipič, ki je tekmovala v troskoku, dosegla osebni rekord in osvojila odlično 10. mesto v zgodovinski tekmi, kjer je Kolumbika skočila neverjetnih 74. Neja, kakšni so tvoji vtisi? Za mene je bilo ful fajn. Meni je bilo super tekmovati, pač vzdušje je bilo odlično. Srbi so nas vzeli za svoje, Slovenci so navijali tudi za nas. Pač v navijači v dvorani so res naredili tako eno posebno vzdušje, ki ga v bistvu nismo imeli na tekmi, vsaj jaz že zelo dolgo, sploh zaradi korone. Pač ne vem, ali se to zdaj sme povedati ali ne, ampak tudi za maske. Masko v dvorani nekako ni bilo potrebno imeti in tako kot pred 2-3 leti. In so bili, se mi zdi, res zato še vsi bolj glasni in bolj dobre volje. Tako da ja, meni je bilo fajn, konkurenca je bila pač na nivoju, tako kot se za svetovno prvenstvo spodob. Tako da v bistvu jaz sem na tekmi uživala. Tremo sem imela dobesedno tam do predstavitve, ker ta predstavitev je bila pač zame tudi nekaj novega. Pač je bila zelo lepa, zelo fajn. In potem je bila pač tekma tako kot pač vsaka druga tekma. Zdaj, po osebnem rekordu v zimski sezoni verjetno je tudi motivacija še višja za poletje. Mislim, ta moj osebni rekord zdaj je bilo nekako minimalno, kar smo se zdaj zastavili pač v tej celi zimski sezoni. Dejansko sem rabila samo eno normalno konkurenco in eno normalno skakališče. Pač, da sem to skočila, definitivno bi bila sposobna verjetno skočiti še kaj več, ampak na srečo pač sem dosegla ta nek normalen rezultat pač na tej pravi tekmi. Za poletno sezono pa, ja, seveda pričakujemo še več. No, držimo pesti in Tini in Neji in vsem ostalim atletom pač za poletno sezono. Zanimivo bo pa tudi
slišati predsednika strokovnega sveta, gospoda Alberta Šobo, ki je bil v Beogradu in spremljal tekmovanje. Ja, zelo zanimivo ne bo, zato ker ste že vse povedali. Mislim, da se človek kaj ne sploh povem. Lahko rečem samo to malo za šalo, malo za res, ne. Ko ste poslali njeno medaljo, je prišel Nec k meni in rekel, malo, kaj si ti šef stroke, so same medalje, ne. Če že nisem jaz za to zaslužen, ne, jaz samo upam, da jim prinašam srečo, no. In če bo tako naprej še naslednje 2-3 leta, ne, potem bomo imeli veliko medalj, ne. Kar se pa tiče, bom rekel, cele slovenske atletike, ker to so bili samo tistih par najboljših, ki so pozim uspeli priti na svetovno prvenstvo, vsi vemo, kako je to zdaj skoraj nemogoče priti, če nisi res vrhunski atlet, ne. Ni to tako, kot smučarski skokih, ko vsak naš atlet, smučarski skokal skupaj, ko normalno trenira, pride na svetovni pokal, ne. Tukaj je to malo težje. Tako da jaz upam, da polet se bo ta pravljica nadaljevala. Jaz verjamem, da se bo nadaljevala. Imamo še eno hudo orožje v Kristjanu Čehu in glede na to, da je fant že malo dozoreva, da ve, kaj dela, da ve, zakaj to dela. Verjamem, da tam, kjer pač trenira, dobro trenira, da ima verjetno dobrega trenerja. Jaz sicer vem, da je bil Kantar odličen metalc, ne vem, kakšen je trener, ampak verjamem, da je dober. Imamo pa še množico drugih atletov, ki komaj čakajo, da bo pokazali, kaj zmorejo, ne. In mislim, da res dobro delamo, kot je predsednik rekel, delamo iz širine. Vedno imamo dilemo, a več vlagati v une na vrh, ali nekaj njim vzeti, pa dati malo več unim spodaj in zaenkrat se odločamo na ta način. Zaenkrat ne gremo v tisti oštr vrh, ker če damo njim, rečemo 1000 evrov več, jim ne pomeni toliko veliko, kot pa če damo ta denar unim spodaj, ki začenjajo in ki šele iščejo svoj način življenja, ki še ne vejo, a bi trenirali atletiko ali ne bi. Jaz verjamem, da je ta politika ta prava, no. Mislim, s predsednika se tukaj strinjava in jaz upam, da bo še kar nekaj let slovenska atletika šla, če ne močno navzgor, pa saj rahlo navzgor, ker v atletiki je močno navzgor za eno Slovenijo težko iti, ne. Malo bi se še ozrl na Filipa, ker za ostale smo že veliko povedali. Jaz sem pač njegov trener, čeprav zdaj mogoče malo nadaljavo. On trenira v Ameriki, mi pa skozi pošilja posnetke, v končni inštanci ga moram skozi popravljati, ker trener v Ameriki očitno ne da toliko na tehniko ali pa drugače gleda tehniko in ko je lani od marca prišel zaradi covida nazaj, je bila njegova tehnika porušena, vsaj z mojega vidika. Tudi rezultati so bili slabši v Ameriki, kot so bili eno leto prej v Sloveniji. No, potem je bil eno leto skoraj tukaj v Sloveniji in je spet prišel na zelo visok nivo. Tukaj na svetovno prvenstvo je prišel brez norme, to pomeni, da je imel verjetno najslabši rezultat ali pa enega najslabših, če bi še kdo brez norme. Kljub temu je bil 33 med 45 uvrščenimi, kar se mi zdi, da je uspešno. To, da rezultat ni bil osebni rekord, je meni dokaj logično, ker to je bila jutranja tekma, prvi tek, ki je nemogoče, da bi ga tekel maksimalno dobro. Tako da jaz sem z njim v bistvu zelo zadovoljen, če bi pa uspel narediti še nekaj boljši pospešek do prve ovire, bi bilo pa še kakšne 200 boljši in pol bi bil sploh zadovoljen. Najlepša hvala. Zagotovo smo pač odlično začeli atletsko leto. Tekmovanja nas še čakajo v poletni sezoni, še 2 zelo pomembna, tako da vso srečo vsem atletom, trenerjem tudi, veliko zdravja in dobrih rezultatov v poletni sezoni. To predlagam na predsednik Donika za nagrade. Ali vse pokrture? Šal bombonjer. Čakaj, bombonjerco boš pa tihal. Evo, najprej tole. Izvoli. Hvala lepa. Lepa rožica za tebe. In pa seveda, ker je pomemben tudi nagrada in pa denar, evo, Tina, izročamo ti 5000 evrov. Upam, da jih boš koristno porabila, verjamem, da za atletiko oziroma za sebe, ne? Tako da ti res prvoščimo in še enkrat čestitke. Hvala lepa. Evo. Ja. Aha, pa še čokoladico. Evo, takole ti bomo dali. Ker pa seveda je trener druga roka ali pa noga njena, pa tudi njemu polovičko le tega, zelo si je zaslužil. Jaz vem, da to niso bogate sredstva, so pa iz srca oziroma to, kar Atletska zveza zmore
in seveda ti želim vse najboljše, pa kar tako naprej. Izvoli. Pa še za nejo nekaj energije. Za nejc, izvoli. Iskrene čestitke tudi tebi, pa kmalu po kakšen bon, ne, da bomo. Glavne konkurentke so bile Američanke. Ne? Ali poznate kakšno protiorožje, ki ste rekli, da greste v Ameriko, da jih boste morda premagali, da vam bojo v hrbet gledali? Mislim, proti orožje. Jaz moram dobro skakati boljše od njih. Tako kot sem prej rekla, mogoče moram še malo delati na tem, da ko enkrat pridem do medalje, da grem do konca, do zlate. To imajo one zelo dobro poštiman v glavi. Imata prednost mogoče, ker sta osvojili že veliko medalj. Na svetovnih prvenstvih obe imata medaljo z olimpijskih iger, tako da tukaj sta mogoče malo prednosti, ampak jaz verjamem, da lahko z dobrimi skoki, z nekim napredkom v naslednjih parih mesecih pridem na njun nivo in še više. Ni veliko balsašic v Sloveniji, to lahko rečem, je v bistvu zelo majhna baza atletov in atletin v skoku s palco. Verjetno bi se lahko malo bolj delala na temu, malo trenerjev je balsaških, to je problem. Je zelo zahtevna disciplina in veliko se jih noče s tem ukvarjati, ker enostavno je zapletena disciplina, ampak jaz verjamem, da če bo še več atletov in atletin v klubu sprobali palco, da jih bo mogoče tudi več ostale. Tako da upam, da bo v prihodnosti mogoče, ne vem, da bojo kakšni dnevi skoka s palco, da bojo atleti sprobali in enostavno, ne vem, se zaljubili v ta šport, v to disciplino, tako kot sem se jaz, ki sem tudi po naključju v bistvu začela skakati s palcem. Če lahko sam jaz dodam, jaz sem prišel včeraj na trening in tako je moja skupina rekla, jo, mi bi pa radi palco probali. Super. Cela skupina, a res cela skupina. No, evo. No, to je že neki. Nesporno vzori vlečejo in kolajne vlečejo, tako da jaz sem prepričan, da bo Tina imela navdušene punce in fante, ki bojo to trener se vrača nazaj.